Nogometaši Kopra so v letošnjo sezono štartali izjemno slabo, s porazom proti Domžalam doma in tokrat so gostovali v drugem delu prvenstva, v drugi četrtini pri istem tekmecu. Lani v polfinalu pokala uspešnejši Koprčani, Domžalčani pa so imeli tokrat nekoliko drugačne načrte. Tole je bila situacija, ko je padel Morel in brez prekrška za domače. Potem podobna akcija na drugi strani, padel je Štromajer, tudi tokrat prekrška ni bilo. Prvi strel na tekmi pa v 16. minuti poskušal je Trajkovski nekoliko previsoko. Še ena kombinacija Domžal z glavo mimo vrat. Vuk, ki je bil razpoložen v prejšnjem krogu, zabil 2 gola, tokrat ni bil najbolj uspešen. Nova akcija za Domžalčane, Trajkovski je podal proti Vuku, ki je bil za odtenek prekratek, potem pa še strel po kotu Dobrovoljca. Letos je že dal 2 gola v prvenstvu v Celju in pa proti Iliriji na pokalnem dvoboju. Še en strel Morela in potem podaja z leve pred vrata. Na pravem mestu je bil Črnic ob koncu prvega polčasa in z glavo žogo zgolj preusmeril mrežo ter popeljal Domžale do prednosti 1:0. Ni dal največ golov z glavo v svojem življenju Črnic, tokrat pa je zadel po podaji Trajkovskega in popeljal Domžale do prednosti. Kombinacija Kopra, vratnica najprej za Ivančiča, pri žogi je bil tudi Vidmar, žoga je končala v kotu, po kotu pa so gostje želeli 11 metrovko, katere pa na koncu ni bilo, kajti Vuk naj bi svoje delo opravil čisto. Nova akcija za Koprčane, do strela je prišel Rahmanović, ki je meril izjemno močno, ampak visoko čez gol. Še ena kombinacija za Koper, tole je bila velika priložnost in blizu zadetka, ostala je pri prednosti Domžal. Kot naslednji je streljal še Darko Zec, prava bomba, ampak izjemna obramba vratarja Kopra, potem podaja pred vrata in strel Dobrovoljca, še enkrat brani Vasja Simčič. Do konca dvoboja še strel Memola, ki je poskušal oddaleč, potem pa akcija istega nogometaša, podaja pred gol, Horić pa je skoraj premagal lastnega vratarja in ostalo je pri prednosti 1:0. Kot zadnji je za Koprčane poskušal Rahmanović, to je bil izjemen strel, ampak še ena lepa obramba Nejca Vidmarja, ki je še enkrat mrežo zaklenil in ohranil nedotaknjeno in tekma se je končala. Domžalčani še drugič zapored zmago pred domačimi navijači, tokrat proti Kopru z 1:0. Mi smo se pripravili na bitko, če pretiravam malce na vojno na igrišču in to smo tudi dobili. Veliko situacij smo prepustili, nekajkrat tudi zelo srečno odnesli, ampak na koncu smo z pravo željo osvojili te 3 točke. Vedeli smo, da ne bo lahko, ker je Koper enostavno prekvalitetna ekipa, da bi se mi sprehodili čez njih, ampak sem izredno vesel takih točk, ko so prigarane do zadnje sekunde in seveda nadaljujemo svojo pozitivno pot. Hvala in srečno. Ja, zopet nas ni nagradilo. Praznih rok smo res ostali, ustvarjali smo si priložnosti, spremenili smo tudi način igre, lovili smo rezultat. Mislim, da v prvem polčasu je izredna priložnost Štromajerja splavala po vodi, v drugem polčasu zopet 11 metrovka očitna. Mislim, da na posnetku bomo še enkrat pogledali, kot se nam je bilo v Zavrču tale zadeva podobna. In mislim zopet, da pri takih zadevah nimamo neke sreče, saj da bi nekje prišli do pozitivnega rezultata. Imamo eno serijo tako slabo in upam že v sredo, da bomo s tako igro skušali popraviti tudi vtis in tudi zbirati točke. Hvala lepa.